sta Eleni, ima moram to popraviti. Ne boljš. Kje sta Eleni, Maja, Elen, mama tukaj, Elenka tukaj, kako ste, povejte mi. Jaz sem oborožena z to palco, zato sem lih snimala TikTok in sem jo uporabila. Draco Malfoy sem sem povem. Tako kot prejšnji video, bo tudi ta video en tak, ki se ji tok dolg kuhal, uno, ki ideja konstantno v glavi, tako ka, až tisko dan bolj misel ven vzame. No, zdaj bomo to misel ven vzeli, končno Mandela efekt gre ven in bomo dali mislito in bomo skup pogledali in bo to video. Skratka, ja, it was a long time coming. Veliko vas po mojem že pozna ta fenomen, kdor ne ga danes poznal, ni zakompliciran in je mind-blowing. In ne bomo samo govorili o Mandela efektu kot takmu in kaj vse je, ampak tudi zakaj mogoče je. Kot najbrž že sami sklepate, Mandela efekt izvira od Nelsona Mandele. Njega basically poznamo vsi, če ste pozabili zakaj, zaradi tega, ker je bil močen in zelo slaven političen aktivist iz Afrike, boril se je proti apartheidu v Južni Afriki, kasneje bil tudi predsednik. Zakaj Mandela efekt izvira iz njega, od njega? Zakaj je povezan z njemu? Veliko ljudi ima v glavah zasidrano, mi mogoče ne, ker smo premladi. Jaz tega nisem nikdar imela zasidranega v glavi, mogoče imajo moji starši, čeprav so bili oni tudi takrat še mladi, tako da ne vem, moram vprašati. Ljudje imajo v glavi, da je on umrl v zaporu leta 1980. Neko tako močno prepričanje, ki preprosto ne moreš dojeti, da ni res, ampak ni res. On je bil potem izpuščen in je bil še nekaj let južnoafriški predsednik. Umrl je šele leta 2013. Ampak ljudje težko to handlajo v njihovih glavah, je on umrl 1980. To je taka stvar, ki ljudem v glavo prinese en tak tihi mindfuck. Ker ne vejo, zakaj imajo v glavi nekaj, kar ni res in zakaj je kolektivno to v glavi, zakaj ima več ljudi to v glavi, zakaj ima več ljudi naenkrat napačen prepričanje. In točno to je Mandela efekt. Danes smo pogledali take primere, ki če jih še ne poznate, vas bo totalno narit vrgel, ker ne boste mogli verjeti, da ste cel življenje narobe v tej misli, pa ne samo vi, ampak še pol drugega sveta. Kako si eni razlagajo Mandela efekt? Jaz recimo si ga sploh ne razlagam, ker sem tako I don't care, I just love it. Gre pa tukaj predvsem za tisto glavno teorijo zarote o paralelnih resničnostih. To, ker vsi zdaj hočete video o tem snemati, ampak jaz hočem posebej video o tem narediti, da ne bom šla v detajle, ampak da povem bistvo. Ljudje verjamejo, da nismo v univerzumu, ampak v multiverzumu. Veliko različnih vzporednih sedanjosti, resničnosti. To je zelo toliko aktualna tema v Stranger Things, v milijon drugih filmih. In zaradi Mandela efekta prihaja do veliko teh debat, da živimo v različnih resničnostih in ker nekako spolziš v drugo, zdaj kako je čist druga stvar, to bomo drugič govorili, in da se pojaviš v drugi in potem kar naenkrat je tista ena majhen detajl spremenjen. Ne velike stvari, ampak majhni detajli. Znanstveniki imajo glede tega mnenje, da je velik bullshit, predvsem zaradi tega, ker če bi se človek iz kakršnega koli razloga, ker je skoraj nemogoče oziroma je nemogoče po njihovih besedah prezrcalil v neko drugo resničnost, bi se mu istočasno prezrcalil spomin in se prilagodil tisti drugi resničnosti in potem ne bi imeli zmedenih spominov. Upam, da sem to dobro razložila. Je pa tako nekako kar nek déjà vu. Vsi smo ga že doživeli, noben pa ni čisto ziher, kaj to je. Je veliko razlag, ampak ica čirole čarale v izu vazu fuf puf. Prvi primer. A veste, spomnite, k v originalnemu filmu Star Wars The Empire Strikes Back reče Darth Vader Luke, I am your father. A veste ta fora? No, pač ta fora ni resnična, to se nikdar ni zgodilo. Saj ne tako, ne v tej obliki. On nikdar ni izgovoril Luke, I am your father. Ever. Čeprav cel svet uporablja to foro. Ever. V resnici sem rekel No, I am your father. Jaz tle ne bom glasna, ker res, sorry, kaj je Solo, nisem fan Star Wars. V moji glavi je bilo isto, da reče Luke, I am your father. Kaj je Solo? Ti mi napiš, oziroma nekak mi odgovor, če si vedela ves ta čas, ali si imela tudi ti kot največji fan v glavi, da je, v glavi mi piš, da je to kdo videla. To si že videla na storiju, ampak vse. Drugič, en mindfuck primer, meni osebno je bil, jaz sem bila tako, what? A ste kdaj s kolegi random peli, sploh kaj je bilo okoli kakšnega športa? We are the champions, my friends. In na koncu ste zapeli
We are the champions of the world. A ste? Zakaj dol? Ker tega Freddie Mercury v liveu, on tega v komadu originalno ne zapoje. On so te pesmi samo zapoje We are the champions. Pika. Tle se obstaja ena razlaga v zadju, da se zmer mi to ni logično, da je na enem koncertu na koncu je zapel We are the champions of the world, ampak očitno se je to prijel ali kaj, ne vem, v glavnem se bomo na koncu iskali razlage, gremo zdaj naprej na primere. Tretjič, vaš najljubši Pokémon je? Moj, ne sicer, ampak dobro, Pikachu. Pikachu zgleda tako, a ne? Ne, Pikachu ne zgleda tako, Pikachu je vedno zgledal tako. Jaz sem tega sicer že fulk razvila in sem se že sparjazala, sem tako štegam nima črnega repa, ampak jaz sem bila res pripričana, da ima črn rep na koncu. Naslednji primer je primer KitKata. KitKat je bil vedno napisan tako, right? Wrong! KitKat je bil od nekdaj napisan tako. Jaz bi tudi gladko dala to črtico vmes. Vedno. Na 5. točki je to, kar je meni definicija Mandela efekta. Meni osebno je to definicija. Nekaj, v kar sem bila sveto prepričana. In sicer Monopoly dude. Monopoly, ta moški gor na kartonu, ki te gleda v oči svojemu naočaloma gor, a ne, nima ga, nikdar ga ni imel. Pak, zdaj se že razburjam. Ta Monopoly guy je bil vedno brez monokla. Zdaj, aj to povezujemo z besede Monopoly je monokl, ali zato, ker ima ta klobuček in ponovadi jim pašejo zraven, tako kot ta Ace Venturi in jim pašejo zraven, da je monokl, I don't freaking know, ampak vsi smo mislili, da ima monokl, nima monokla. Na naslednjem mestu je še eden. Tole mi je zanimivo, ker sem lih nek scenarij sestavljala za nekaj drugega, ne za YouTube, in sem noter dala ta stavek. Life's like a box of chocolates, ker pač v moji glavi ta stavek od nekdaj trden kot skala in obstaja. Iz Foresta Gumpa, obviously. Ko on sedi na klopci in vzame tisti bonbon, če se ne motim, in ga poje, ker očitno se vsem zdaj motim, in reče Life is like a box of chocolates. Tega on ever ni rekel. Rekel je v resnici Life was like a box of chocolates. Se pravi, a se je navezoval na mamo. V glavnem uporabil besedo was in ne is. Tale vas bo večino ziher presenetila. Kaj je najbolj slaven stavek, ki ga katera kraljica reče o gledalu v Disneyevi risanki, stari risanki? Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all, right? Wrong. Zdaj že veste, da vas bom vsakeč zabila, kot da mislila, da nekaj veste. Ne, ona je rekla magic mirror on the wall, who's the fairest of them all. Magic mirror. Nikdar ni bilo mirror, mirror, ampak poje kasneje v filmih so pa začeli uporabljati mirror, mirror, se pravi, ali si ni, they didn't do their homework, ali pa pač, sem tako. Ok, tale je tako, what the heck, ampak temičkam drugače, to jaz ne vem, če bi jih povezala z Mandela efektom, mogoče bolj z confusing efektom ali pa telefončki efektom, ampak ok. Lord of the Rings, ne bom pozabila sem točen, kjer del to je, ampak a veste, en slaven moment, ko Gandalf pade skoraj v tisti prepad, se poje bori s tisto gorečo žvaljo, no a preden on pade in ko hoče druge rešiti, reče Run, you fools, še tako laseješ. Run, you fools. Ta del mi povešeč. Ne, ni rekel tega. Ja, ne. Rekel je Fly, you fools. Rekel je Fly, fly. V resnici je to rekel, a ne? Sam da mi ali razumemo Run, ali pa je dejansko filmu Run, pa je v knjigi Fly. No, nima veze. Ne bi rekel Fly, you fools. Še na hitro razložila, zakaj mogoče Mandela efekt obstaja in zakaj nas bega. Naši možgani so ustvarjeni na ta način, da po logičnem kopitu filajo neke luknje, ki nastanejo v naših možganih oziroma v spominu predvsem. Se pravi, če imamo v glavi nekaj in nam manjka en del spomina, nekako zafilamo z logično rešitvijo. Se pravi, če bi zelo slab primer, ampak če bi probal možgan se spomniti, kako izgleda ščahovenca in če bi vse samo črno-belo, 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 logično, da na koncu boš zafilal tisto luknjo, ki manjka z belo ali pa črno, tudi če bi bila v resnici takrat zelena, ne, če bi pozabil, bi jo zafilal z logično rešitvijo. Naši možgani stremijo k tem, da sestavijo celoto in ne moramo si predstavljati, kolikokrat v resnici naši možgani nas zabavajo. In imamo kaj narobe spominu. Res, kdaj govorite s kolegi in boste imeli kakšen spomin čisto drugačen, pa mogoče vam bo vse, ampak če se pa zaveš, koliko imaš različen spomin in kdo ima zdaj prav in da ima nekdo definitivno zelo narobe, je tako malo scary.
Še en zanimiv primer je, žal nimam dobrega primerja na področju Slovenije, je pa na področju Amerike. In če smo bili lih prvo letka, by the way, Biden, bye Trumpy, zdaj mogoče Melania pride, da mene ta meme, by the way, najbolj smešen meme na svetu. I marry my husband now. Alexander Hamilton je nekdo, ki nikdar ni bil predsednik Amerike, pa vendar 88% Američanov je prepričanih, da je on na eni točki bil predsednik Amerike. Zakaj? Zato, ker so ga vedno v preteklosti omenjali na istih področjih in na istih kontekstih kot druge ameriške predsednike, pa so bile to ali igre, ali predstave, ali časopise, ali politika, ali karkoli tacga. Štos je, da imamo ljudje v glavi, a smo rekli glavi? Tako imenovane sheme. Te sheme nekako ločujejo v naših možganih delčke, ki so organizirane glede na neko temo, se pravi, nekje sam hrana, nekje sam moški, s katerimi si spal, nek so si tvoji hišni ljubljenčki, nek so ameriški predsedniki, nek so slovenski predsedniki, nek so najljubši gozdovi na svetu, whatever, kam hočeš potovati, štekaš tako, vse popredalčkano in to nam ful pomaga razmišljati, da so kakšne stvari na kupu, da ji ni treba totalno čez cele možgane iskati, ampak da so nekako na kupu povezane in to nam ful pomaga razmišljati, ampak kdaj pa ne pride prav in avtomatično je ta Hamilton guy, ker nikdar ni bil predsednik, padel v to isto shemo in zato so ljudje bili prepričani. In isto velja za druge stvari pri Mandeli. Nekaj, ki nam ni čisto logično povezujemo pa s to stvarjo, bomo pač si narobe zapomnili. Monopoly Dude bi mogoče bil povezan s tem, da so taki moški s klobučki res pogosto imeli monokl, plus dejstvo, da je Monopoly, monokl. Pri Forrestu Gumpu Life is like a box of chocolates ali pa Life was like a box of chocolates. Na eni točki njegova mama reče Life is like a box of chocolates. In očitno smo nekako skupaj zmešali te dva stavka in pač smo si osnovnega zapomnili, zakaj bi govoril pretekli, kot že lahko sedanjiko, I guess. Če bi samo Darth Vader rekel no, I am your father, oziroma ker je to rekel, nimamo celega konteksta, se pravi, če hočeš tega narediti mimo ali pa da gre to naprej v pop kulturo, tako kot je tudi meni Kaja Solo rekla, by the way, thanks, je verjetno lažje, če dodaš zraven look, I am your father in potem. To je to za danes, jaz upam, da je bilo ful všeč, meni je tole ful zanimiv, še zmer, po principu nisem zihar, ali ima vse svojo razlago, ali je kaj za temu, ker kdaj so res sumljive stvari, ne moš verjeti, da si stopno narobe zapomnil. Komentirajte, kjer vidite še kaj hočete, to je to zaenkrat, Ejla in mama out, aj čau, bye!